skušala vam res na kratko predstaviti te dve ključni spremembi, ki se zgodita v naslednjem tednu in bodo imela tudi največji vpliv na uporabnike in njihovo uporabniško izkušnjo. Zdaj, glede samih takošnjih plačil je bilo že dovolj pa veliko povedanega. Mogoče edina ta sprememba, da po novem boste načeloma na tržnih poteh kot uporabniki tudi obveščeni, da je prejemnik prejel sredstva. Danes te informacije pač ni bilo, po novem pa bo ta informacija tudi na voljo. Se pravi, dve ključni spremembi, lahko jim rečemo tudi varnostni spremembi, sta pa limiti plačil pa preverjanje podatkov o prejemniku. Zdaj, limiti plačil, nekatere banke so jih imele že implementirane, nekatere ne, bilo je različno, nekaj je bilo tudi na nivoju shem. Uredba zdaj jasno določa, da moramo banke omogočiti svojim uporabnikom, da si lahko določijo limit. To je zdaj limit plačil, da ne bo prišlo do zamenjave z limitom na osebnem računu. Se pravi, govorimo izključno o limitu plačila. Ta limit je lahko ali transakcijski, se pravi na individualno plačilo, ali pa tudi na dnevnem nivoju. Se pravi, uporabnik bo s tem določil maksimalni znesek plačila, ki ga želi izvesti na plačilnem nalogu, se pravi ali v okviru dneva. Gre za plačila v evrih. Zdaj, ko uporabljamo termin Evropa, vam bom tudi kasneje na koncu pojasnil, da boste razumeli razliko, da ta rešitev ne pokriva cele Evrope, govorimo o evropskem gospodarskem prostoru, se pravi EU plus Islandija, Norveška pa Liechtenstein. Vemo pa, da je SEPA območje še malo širše, da so še dodatne države v SEPI, ker so tudi nekatere države iz SEPA območje v teh schemah, tako da bodo nekatere banke verjetno to opcijo celo razširile na celotno SEPA območje. Ampak po sami uredbi pa govorimo o evrih v evropski gospodarski prostor. Kaj bodo ti limiti omogočali našim strankam? Seveda prilagoditev glede na lastne potrebe. Fleksibilnost moramo zagotavljati v smislu, da si stranka ta limit lahko kadarkoli spremeni. Ker če imate vi v tem trenutku 100 evrov nastavljen limit transakcijski, imate pa plačilni nalog za 200 evrov, morate imeti seveda možnost, da si to kadarkoli lahko tudi spremenite. Seveda to predstavlja tudi neko, bomo rekli, psihološko varnost za posameznike, da si nastavimo neko varovalko. Kot je bilo pa že omenjeno, je pa pomemben tudi varnostni vidik te rešitve, kot nek dodaten element tudi pri morebitnih zlorabah ali prevarah. Poleg vseh ostalih, zlatih pravil, za katere je dobro, da jih uporabniki upoštevajo pri dajanju kakšnih gesel in podobnih zadev, mogoče kakšnim nepooblaščenim osebam. Tako da, bi bilo iluzorno pričakovati, da bodo te rešitve, ki se zdaj uvajajo, v celoti, preprečili tudi kakšne prevare ali pa zlorabe. Ampak gre pa za dodatne varnostne elemente, ki lahko v določenih segmentih preprečijo kakšno težavo. Bi pa jaz mogoče tukaj samo dodal še, ko govorimo o uporabnikih bank, s tem mislimo tako na pravne kot na fizične osebe. Se pravi, te spremembe, ki so predstavljene, veljajo za oba segmenta. Mogoče še to, da limiti kot taki se bodo upoštevali za različne tržne poti. Če si boste nastavili limit, bo to veljalo recimo, kot je gospod Siniša prej omenil, tako za plačila Flip, kot tudi za ostala plačila, ki jih boste poslali preko elektronske ali pa mobilne banke. Se pravi, gremo zdaj z enim limitom, si boš dejansko postavil omejitev za plačila, ki jih izvajaš. Druga, pa bom tako še mogoče rekel, povzetek za limite. Zelo priporočljivo je, da si stranke te limite postavljajo. To bi bilo mogoče eno izmed ključnih sporočil za vse uporabnike, predvsem tukaj pa na področju, bomo rekli, fizičnih oseb, zelo priporočljivo, da si te limiti nastavljajo. Možnost je, ni obveza, ampak na ta način imajo uporabniki, kot sem rekel,
možnost, da si to zagotovijo. Druga, bomo rekli, mogoče še večja novost za vse skupaj, tudi za banke, je pa preverjanje prejemnika in pa rezultati preverjanja. Kot prvo bi želel poudariti, gre za informativni podatek. Se pravi, to je podatek kot informacija v uporabniku, ne zaustavlja plačila ta informacija. Odločitev uporabnika je, ali bo s plačilom nadaljeval ali ne. Se pravi, gre izključno za informativno naravo tega podatka. Kaj to preverjanje sploh v bistvu je? Gre za, kot smo rekli, preverjanje naziva prejemnika, ki pripada IBAN-u, ki ste ga vnesli na plačilni nalog, z nazivom prejemnika, ki obstaja pač pod tem IBAN-om. Lahko so različni, oziroma 5 različnih odgovorov je možno, da bodo stranke prijele ob tej kontroli. Tukaj se lahko pohvalimo kot Slovensko bančno združenje v tem vidiku, da smo na nivoju vseh bank dogovorili rezultate, ki jih bodo naše stranke prijele ob preverjanju. Se pravi, to, kar vidite na desni strani v tabeli, so osnovni teksti, ki so usklajeni na celotnem bančnem slovenskem nivoju. Po preverjanju v tujini smo ugotovili, da temu ni taka praksa. Mi smo rekli, zaradi enotne uporabniške izkušnje, dajmo se dogovoriti, da bomo skušali čim bolj poenotiti odgovore. Seveda je pa to potem malo različen tudi od rešitev v posamezni banki, ali govorimo o elektronski, mobilni banki, ali smo na poslovalnici, so seveda lahko kakšna odstopanja, ampak bistveno pa je, da smo se uskladili o teh odgovorih. Se pravi, prvo ali pa bomo rekli najbolj zaželjeno odgovor je vsekakor ujemanje. To pomeni, da se, bomo rekli, ali naziv podjetja, ali ime in priimek fizične osebe, ki ste ga navedli v plačilni nalog, 100% ujema s tistim, kar je tudi v, bomo rekli, pripada temu IBAN. Drugi odgovor je delno ujemanje. Delno ujemanje pomeni, da se podatek, ki je zapisan v nalog, bomo rekli, zelo ujema s tistim, kar je dejansko pripada temu IBAN. Tukaj je lahko razlika relativno, bomo rekli, majhna. Strani Evropskega sveta za plačilo smo sicer dobili smernice glede nastavitev, pa bomo rekli, glede nekih izhodišč, kaj je close match oziroma delno ujemanje. Tako da tudi tukaj smo se na slovenskem nivoju, se mi zdi kar dobro uskladili glede tega. Tukaj je mogoče zelo pomembno za izpostaviti, da v tem primeru, če bo prišlo do delnega ujemanja, res male napake pri vnosu naziva oziroma imena in priimka, v odgovoru dobite tudi pravi naziv. Ja? In ga boste lahko pač uporabili pri izvedbi plačila. Če pa pride do tega, da se naziv oziroma ime in priimek res odstopa od tistega, kar je zapisano na nalogu, bo rezultat ni ujemanja. Se pravi, da se podatek o prejemniku se ne ujema, tako da v teh primerih pa vsekakor velika pozornost stranke, da res preveri še enkrat podatke, ali o IBAN-u, ali tudi konec koncev, kaj je opisala v plačilni nalog, in je potem tudi njena odločitev, ali s tem nalogom nadaljuje ali ne. Kot sem rekel, banka zagotavlja informacijo o ujemanju oziroma neujemanju ali delnem ujemanju. Četrta opcija, imam kasneje še bolj podrobno pripravljeno, četrta opcija je, da preverjanje ni mogoče. V naslednjem tednu pač slovensko okolje je pripravljeno na zahteve uredbe. Uredba ima tudi prehodna obdobja kot taka, kar pomeni, da za evrodržave je recimo tole obvezno od 9.10. naprej, za države v EU oziroma EGP, ki nimajo evra kot domače valute, je prehodno obdobje do julija 27. Ja?
Tako da se bo lahko zgodilo, da marsikatera boste videli številk v zadnjem slajdu, da pri tem čezmejnem preverjanju predvsem se bo zelo velikrat zgodilo, da bo odgovor preverjanja nemogočen. Zato, ker pač banka prejemnika še ne zagotavlja te storitve. Nič ni narobe s tem, da se razumemo. To je podobno kot danes, tudi pri domačih plačilih, konec koncev nismo vedeli, kdo je v ozadju, in s tem ni nič narobe. Se pravi, preverjanje kot tako ni bilo možno izvesti, ker banka še ni dosegljiva za to storitev. Potem imamo pa še peti odgovor, to se pa zgodi lahko v primeru kakršnihkoli težav ali na, bomo rekli, bančnih povezavah ali v delovanju sistema, kjer pa bo lahko prišlo tudi do odgovora storitev v trenutno ni na voljo in da lahko poskusite kasneje. Upamo in si želimo, da bo takih situacij čim manj, ampak tudi za to obstaja informacija. Je pa potrebno poudariti, da se ta storitev preverjanja prejemnika plačila izvede pred samo izvršitvijo naloga. Se pravi, to bojo vsi uporabniki bank izvedli, bom rekel, banka za njih izvede, takoj, ko so vnešeni vsi podatki za izvedbo plačilnega naloga. In to velja tako za navadna, v navednicah SEPA plačila, kot tudi za takojšnja plačila. V obeh primerih se bo to izvajalo in pa to se izvede v zelo kratkem roku pred samim pošiljanjem naloga. Se pravi, ne glede na to, kjer odgovor od predstavljenih se prejme, ima stranka še vedno možnost popraviti nalog, preveriti podatke, kakorkoli predno nalog pošle prejemnik plačila. Mogoče za izpostaviti še to, da pri individualnih plačilih, recimo potrošniki, je to tako in tako vedno situacija, bo ta storitev preverjanja prejemnika vedno, pač po defaultu, če temu tako rečem. Pri paketnih plačilih, se pravi, ki predvsem podjetja uporabljajo, tam je pa možnost tudi opcijske izbire, da se bo oziroma storitev preverjanja prejemnika izvede ali pa ne. Tako da, kot sem rekel, rezultat preverjanja je pač na voljo na tisti tržni poti, preko katere pač izvajate plačilo. Dodatne informacije, zdaj veliko smo že v sklopu razlage rezultatov preverjanja povedali, mogoče malo specifika za slovensko območje. Slovenske banke bomo, ker večino bank uporablja eno rešitev, ne vse, ampak večina pa, bomo zagotavljali preverjanje tako dolgega kot kratkega naziva podjetja, kadar obstaja pač. Se veste, večina podjetij ima in dolg in kratek naziv. Tukaj je zelo pomembno potem dejansko res, kaj vpišeš v nalog, ampak kot sem rekel, ali bo to dolg ali kratek, za oba bo zagotavljano preverjanje. Tako da nekatere banke so se tudi odločile, da v primerih, tako kot že danes, da ko vpišete račun pravne osebe, vam že avtomatsko izpišejo vse podatke o prejemniku plačila. Kot sem že rekel, pri čezmejnih preverjanjih definitivno bo zelo odvisno od tega, kaj nam bo banka prejemnika oziroma njegov ponudnik za storitev preverjanja prejemnika odgovoril, ker je pač vsaka banka, prejemnica, kakorkoli, sama določa, kakšen odgovor bo pač poslala glede na prejete podatke. Kot smo rekli, pri delnem ujemanju plačnik prejme podatek o pravilnem nazivu prejemnika, ki ga pač lahko uporabi ali pa ne. Če ni ujemanja, res tukaj pozornost strank, da bodo ponovno preverjali pravilnost donosa podatkov, eventualno tudi še pri prejemniku, da še enkrat preveriš, pa se je mogoče vmes kaj spremenili, se veste včasih, če z zamikom plačuješ kakšen račun ali pa kaj lahko že vmes bila sprememba naziva prejemnika.
Seveda lahko vedno podatke popravi in nadaljuje s transakcijo, lahko tudi nadaljuje s transakcijo brez da popravi podatke. Kot sem rekel, gre za informacijo o ujemanju. Kakšno bo odločitev potem plačnika, je čisto na njegovi strani. V začetni fazi, predvsem pri čezmejnih plačilih, pričakujemo več odgovorov, da preverjanje ni možno, na žalost, ker po informacijah, ki jih imamo na evropskem nivoju, zadeve mogoče niso tako daleč kot pri nas, ne glede na to, da uredba je pač zavezujoča za vse. Kot sem že dvakrat, trikrat poudaril, se pravi, odgovornost plačnika je tista, ki bo, se pravi, predvsem pri neujemanju, ali bo nadaljeval s plačilom ali ne. Se pravi, ne omogočamo izvedbe plačila, recimo pri odgovoru ni ujemanje ali ni možno. Tako da vedno s plačilom greste lahko naprej. No, tukaj je pa tisto, kar sem želel izpostaviti, se pravi, ko govorimo, da gredo plačila, da se bodo plačila v Evropi tako procesirala, tukaj moramo mogoče, da boste lažje razumeli druga, kaj je to, komuna, predstavlja število bank iz evroobmočja, non-evroobmočja, koliko je vključenih v shemo za običajna kreditna SEPA plačila. Jaz se upravičujem, ker je v angleščini, ker je iz spletne strani EPC-ja ta podatek. In lahko vidite, da je skupaj 3542 bank, velika večina iz evroobmočja. Če pa zraven pogledate v prvi koloniji, je pa podatek, koliko bank je pa v shemi za takojšnja plačila. In že tukaj vidite lahko, da je razlike tamle skoraj 300 bank, samo na evroobmočju, na non-evroobmočju pa še toliko več. Jaz sem recimo iz lastne radovednosti malo pogledal pristop posameznim shemam, recimo za Madžarsko, ker je samo ena banka iz Madžarske, ki je dosegljiva za takojšnja plačila. Recimo kot lep primer, vsako plačilo, ko šlo na Madžarsko, ne bo šlo kot instant, to je dejstvo. Zato, ker madžarske banke še niso v shemi za takojšnja plačila. Tudi VOP preverjanja v večini primerov v tem bo odgovor ni možen. Tako da lahko vidite kar veliko razliko med vsemi bankami, ki so v shemi za običajna plačila z podatkom za bankami, ki so v shemi za takojšnja plačila. Še večja je pa razlika, ko pogledate zadnjo kolono označeno, koliko je pa bank v VOP shemi. Takoj schema za preverjanje prejemnika. Tako da vidite, da ne bo čisto vse po teh pravilih, ki naj bi bile, eno zaradi prehodnega obdobja, drugo pa, da nekateri verjetno ne bodo tako pravočasno pripravljeni, kot smo pa v Sloveniji. Ker bom rekel, če pogledate prvi del uredbe o takojšnjih plačilih, ki je začel veljati 9. januarja, je bankam v Evropski uniji nalagal dolžnost sprejemanja takojšnjih plačil. Kar pomeni, da bi vse banke, ki so tam pod SCT označene, sprej 2945, mogle biti 9. januarja vključene v SCT Inst schemo in bi ta podatek mogel biti izenačen. Za Slovenijo to drži, vse banke smo bile že bistveno prej, in tudi za nas to ni bila nobena težava v januarju, ampak v Evropski uniji temu ni tako. Definitivno pa tiste banke, ki bodo dosegljive, pa če se bo stranka odločila, da želi takojšnje plačilo, bo seveda pač takojšnje. Zato pa, kot je gospod Pripadnik rekel, v začetku zagotovo neke težave pri preverjanju prejemnika, predvsem zaradi tega, ker je pa tu, kot vidite, VOP Operation sredi, je pa to število bank še bistveno nižje. In to pomeni, da tisti, ki niso tu, noter tega še ne bojo nudili. Bojo nudili določeni kasnej, recimo tam vrstica non-euro area, vsi ti imajo prehodno obdobje do julija 2027, ampak recimo
Euroarea bi mogla biti številka pri SCT enaka SCT Inst in Work Operations. Tako da ključno je, da se stranka ne ustraši odgovora, preverjanje ni možno, ker s tem ni nič narobe v bistvu. Ključno je, da dajo pozornost predvsem pri odgovorih ni ujemanja. Pa zadeva ni noben bav. Zadeva je samo nekaj novega, kar bo in je v korist uporabnikom, povečuje varnost, se bomo mogli pa vsi manj navaditi. Ker zdaj nismo navajeni tega, bom rekel, nekih dodatnih sporočil pa to, ampak to je pač, bom rekel, stvar, ki jo moramo implementirati, moramo jo sprejeti za zagotavljanje lastne varnosti.